Deficitarne poklice tudi vse bolj imenujejo obetavni poklici, saj so za družbo pomembni. Letos bo država namenila skoraj 4,5 milijone v obliki štipendij za spodbujanje izobraževanja v poklicih, kjer kadra najbolj primanjkuje. Nabor deficitarnih poklicev se je letos še razširil. V prihodnjem šolskem letu bo štipendijo možno pridobiti kar za 29 različnih izobraževalnih programov. Višina štipendije je okrog 120 evrov mesečno. Zanimanja pa je veliko. Kadrovske problematike se zavedajo tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najizrazitejše pomanjkanje je na področju kmetijstva, predelovalnih dejavnosti, torej industrije in gradbeništva. Tam recimo že vsaj 2 leti praktično vse potrebe po novih delovnih mestih pokrivamo s tujo delovno silo. Poleg teh so zelo iskani tudi delavci v gostinstvu, turizmu, trgovini in zdravstvu. V zadnjem času so vse bolj zaželeni tudi učitelji. Pomanjkanje je tako veliko, da ponekod poučujejo študentje. Nekatere rešitve za pomanjkanje na določenih delovnih mestih vidijo tudi v sindikatu Pergam. In prepričan sem, da bi bilo možno narediti določene spremembe, se pravi, bodisi kompenzirati nekatere neugodne pogoje, bodisi si prizadevati za to, da se ti pogoji čim bolj olajšajo, da so čim bolj predvidljivi. Tam, kjer je pa problem plačilo za delo, pa je seveda rešitev to, da se tukaj pač plače v tistih dejavnostih povišajo. Na nekaterih področjih je bilo to že storjeno. Slabi pogoji dela in tudi nizko plačilo za opravljeno delo so eden glavnih razlogov, da poklici postajajo vse bolj deficitarni. V zdravstvu nam manjka približno 1400 zdravnikov ter okrog 2000 medicinskih sester. V gostinstvu ter turizmu je potreb še več. Novega kadra ne prepričajo niti visoke urne postavke. Za delo v strežbi, na primer, delodajalci ponujajo tudi po 15 evrov na uro. Opozarjajo, da v osnovnih šolah potrebujejo vsaj 2000 učiteljev, sindikati pa, da bi jih potrebovali vsaj 4000. Vse več učiteljev je brez ustrezne pedagoške izobrazbe. Sindikatu delu tuje delovne sile niso nenaklonjeni, a opozarjajo. Kar se tiče zaposlovanja tujcev, je ključno vprašanje, pod kakšnimi pogoji se zaposlujejo, da ne povzročajo dampinga na trgu dela, se pravi, da ne delajo pod slabšimi pogoji ali pa za nižjo plačo, se pravi, tukaj zelo pomembno vlogo igra na eni strani nadzor, na drugi strani delovnopravni standardi. Zlasti vidim tukaj pomembno vlogo kolektivnih pogodb, ki te standarde določajo. Tako da, če so tukaj pravila enaka za vse in so tudi spoštovana, potem jaz tukaj načeloma ne vidim težav v tem, če se na teh področjih zaposlujejo tudi tujci, v kolikor seveda ni kandidatov pač domačih, ki bi ta delovna mesta zasedala, Če želimo zapolniti vrzeli na trgu dela, bodo poleg spodbud potrebne tudi sistemske spremembe. V nasprotnem primeru bodo delodajalci še naprej iskali delavce v tujini. Deficitarni poklici so in bodo eden glavnih izzivov prihodnosti. Mladi pa v njih lahko najdejo stabilno prihodnost, saj kot kaže, so in bodo prav ti poklici vse bolj cenjeni.